V preteklem letu so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v sodelovanju s Slovenskim združenjem za preprečevanje samomora, Slovenskim centrom za raziskovanje samomora ter Katedro za novinarstvo Univerze v Ljubljani pripravili prenovljena priporočila za odgovorno poročanje o samomoru. Priporočila temeljijo na najnovejši izdaji smernic Svetovne zdravstvene organizacije in Mednarodnega združenja za preprečevanje samomora ter na dolgoletnem sodelovanju z mediji v Sloveniji. Delavnica odgovornega poročanja o samomoru, na kateri je bilo govora o vlogi medijskega poročanja, ključnih novostih prenovljenih priporočil ter konkretnih uporabnih usmeritvah in primerih, je potekala v prostorih predavalnice Nacionalnega inštituta za javno zdravje območne enote Murska Sobota. O tem, kako ocenjujejo trenutno prakso medijev pri poročanju o samomoru in kje vidi največ prostora za izboljšave, magistrica Rajka Vignjević-Pupovac. Jaz sem se tudi sama kot novinarka srečala s poročanjem o samomoru. Vem, da smo naredili kar nekaj napak, potem so prišle smernice o poročanju o samomoru in smo večinoma popravili, zdaj tudi priporočila. Ko sem malo se pripravljala na to delavnico, sem malo prebrskala medije in tudi sicer opažam, da smo naredili neznanski premik na bolje. Novinarji vedno, ko poročate o samomoru, navedete vir pomoči. To je skoraj pravilo, ne najdem več članka, v katerem tega ne bi bilo. Še vedno pa se mi zdi veliko prostora pri prikazovanju slike, pri fotografijah in videoposnetkih. Še vedno vidimo te neke brezupne posnetke, sklonjene glave, kapuce, zatemnjene, kot nek brezup, kar pomeni, da kot da ni rešitve. Rešitve so, poklicati je treba pomoč, tako da vedno je luč na koncu tunela in tudi pri prikazovanju fotografij in videoposnetkov se lahko zatečemo k lepim posnetkom narave, nekim oblikam pomoči, pogovorom, stisku roke, lepemu nasmehu in tako. Zakaj je pri poročanju o samomoru z vidika psihologije pomembno, da mediji sledijo smernicam odgovornega poročanja, nam je povedala raziskovalka na Slovenskem centru za raziskovanje samomora iz Inštituta Andreja Marošiča, Univerze na Primorskem Vanja Gomboc. To je izjemno pomembno zato, ker lahko z ustreznim, s primernim, s previdnim poročanjem o samomoru v bistvu znižujemo tveganje za posnemanje vedenja v populaciji, torej med posamezniki v populaciji, znižujemo stigmo, ki obkroža to temo, in pa spodbujamo posameznike, ki so se mogoče trenutno znašli v nekem težjem obdobju, da poiščejo pomoč, da jim tudi damo informacije, kje lahko neko strokovno pomoč najdejo. Več o vplivu načina medijskega poročanja na ranljive posameznike in tveganju posnemanja samomorilskega vedenja Gomboc nadaljuje. Medijsko poročanje lahko povečuje tveganje za posnemanje, če je zelo nazorno, če je recimo poenostavljeno prikazano, če se prikaže, da je v ozadju nekega samomora bil samo en razlog za smrt, če se pozabi vključiti informacije, kam se lahko obrnemo po pomoč. Po drugi strani pa lahko v bistvu medijsko poročanje pomaga zniževati tveganje za posnemanje, in sicer, če se res predstavi samomorilno vedenje kompleksno, kot je, se pravi, tudi če se na prvi pogled zdi, da je v ozadju en dejavnik tveganja oziroma en razlog, vemo, da temu ni tako. V veliki večini primerov je posameznik bil že dalj časa v stiski, je najverjetneje že poskusil reševati svoje težave na nek drug način, pa žal v tistem trenutku nekako ni uspelo. Tako da v takih primerih je tudi dobro, da potem dodamo vire pomoči, tudi načine pomoči, pa tudi, da bralce, poslušalce, gledalce informiramo o tem, kako prepoznati sploh stisko in pri sebi in pri recimo svojem bližnjem, ne? Da tudi vemo, da lahko prej opazimo, če se s posameznikom nekaj dogaja, da mu lahko tudi mi sami pridemo naproti, preverimo, kaj se dogaja, da če rabi neko dodatno pomoč, da ga pomagamo usmeriti tja. Kot je ob tem povedala Gomboc, je Slovenija tako v evropskem kot tudi v svetovnem merilu še vedno država z višjo stopnjo količnika samomora. Čeprav smo še vedno nekako v samem vrhu oziroma med državami bolj obremenjenimi s številom samomora, pa se je število
praktično res prepolovilo oziroma zmanjšalo vsaj za približno 40%. Se pravi, to pomeni, da smo na dobri poti, da vse to, kar delamo, tako to, da obstajajo različne intervencije, različni programi, različna izobraževanja, kako prepoznati stisko, do tega, kaj delate mediji. Vemo, da tudi medijsko poročanje se je pomembno izboljšalo, da tudi vključujete vire pomoči, da pomagate izobraževati pravzaprav posameznika, ki lahko poišče pomoč. To vse praktično prispeva k temu, da zdaj vidimo to neko izboljšanje. Psihološka pomoč v stiski je pomemben del preprečevanja samomora, saj mnogi ljudje v takšnih situacijah doživljajo hudo čustveno stisko, občutek brezizhodnosti ali duševne težave, ki jih sami težko obvladujejo. Pravočasna strokovna podpora lahko pomaga pri prepoznavanju teh občutkov, zmanjševanju stiske ter iskanju bolj zdravih načinov soočanja z njimi. V Sloveniji ima pri tem ključno vlogo nacionalni program duševnega zdravja Mira, ki povezuje različne strokovne službe in programe ter spodbuja dostopnost pomoči na lokalni in nacionalni ravni. Program Mira poudarja zgodnje prepoznavanje stisk, krepitev duševnega zdravja in zmanjševanje stigme, kar skupaj prispeva k učinkovitejšemu preprečevanju samomora. Kaj si pristojni v okviru nacionalnega programa Mira najbolj želijo? Regijska koordinatorica na področju duševnega zdravja nacionalnega programa Mira, Anja Žurga. Ja, predvsem bi si v bistvu želeli, da smo nasplošno kot družba senzibilizirani za to, da lahko pri ljudeh v naši bližini, pri naših bližnjih, pri naših sodelavcih opazimo stiske, da jih znamo prepoznati in da tudi v bistvu pristopimo, ponudimo pomoč, ponudimo pogovor in tudi, da imamo vsaj neke osnovne informacije o tem, kam lahko potem napotimo nekoga v stiski za strokovno pomoč. V okviru nacionalnega programa duševnega zdravja Mira potekajo tudi izobraževanja. Več o namenu izobraževanj? Imamo kar nekaj izobraževanj na temo ravno psihološke prve pomoči v primeru depresije in samomorilne ogroženosti. Ravno v bistvu jutri in v petek bosta dve taki izobraževanji, kjer poskušamo laično javnost izobraziti ravno v tem, kako prepoznati znake depresije ali pa samomorilne ogroženosti, potem kako pristopiti, se pravi, kateri so tisti načini, s katerimi lahko nekomu morda malo olajšamo tudi to stisko in pa potem kako pomagati, kam napotiti za strokovno pomoč. Namreč ta izobraževanja potekajo v okviru raziskave, s katero bomo ocenjevali učinkovitost takšnih izobraževanj, tako da bomo, upam, da čim prej imeli te rezultate, tako da mogoče vam naknadno potem prav konkretne številke lahko povemo. Med aprilom in junijem 2026 bodo pristojni v okviru območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije in strokovnimi partnerji izvedli 90-minutne delavnice odgovornega poročanja o samomoru za novinarje, uredništva in druge ustvarjalce medijskih vsebin, pri čemer so pri zasnovi vsebin in terminih upoštevali tudi predloge iz ankete o potrebah povezanih s priporočili.